Dobar dan vsem. Poglejmo zdaj silo med dvema nabojema. Telesa imajo lahko pozitivni ali negativni naboj. In električni naboji, torej dve telesi, ki imata istoimenski naboj, pozitiven ali pa negativen, se odbivata. Dve telesi, ki imata različna naboja, pozitiven in negativen, se med sabo privlačita. Torej, jakost te sile, če je odbojna, če je privlačna, je zmeraj ista, kot velikost je ista, samo enkrat je privlačna, enkrat je odbojna. Merska enota naboja je kulomb, ki se označuje z veliko črko C. Sedaj, sila med dvema nabojema ima to formulo. Torej, v števcu imamo jasno oba naboja, E1 in E2. Ker večji je naboj, večja bo sila. V imenovalec pa gre razdalja, ker če ta dva naboja sta bolj oddaljena, sila je šibkejša. Če sta bliže, sila je večja. In opazimo, da eksperimentalno opazimo, da ta razdalja mora biti na drugo potenco. Torej pomeni, da če razdalja je dvojna, 2 na drugo je 4, sila je 4-krat manjša. Če razdalja je trojna, 3 na drugo je 9, sila je 9-krat manjša. Imamo še eno konstanto, ko dobimo prav točne vrednosti. To sedaj primerjamo s formulo za gravitacijsko silo, ki ima zelo podobno obliko. Namesto dveh nabojev imamo dve masi, torej dve masi, katerikoli se privlačita z gravitacijsko silo. Ja, tukaj električna je privlačna odbojna, gravitacijska je samo privlačna. Torej, namesto dveh nabojev imamo dve masi. Zmeraj imamo v imenovalcu razdaljo na drugo in tukaj imamo eno drugačno konstanto, ki je gravitacijska konstanta. Sedaj povemo še to. Tukaj, namesto pisati K, eno samo konstanto, nekateri pišejo to. Namesto K dajo E na ulomljeno 4pi epsilon nič. In epsilon nič je neka druga konstanta. In to se dela zato, ker potem tako postanejo bolj enostavne nekatere druge formule s to konstanto epsilon nič. Vsekakor, zdaj vrednost te konstante K tukaj, sem jo dal vsem v formule, 9 veca nič krat 10 na 9 newton kvadratni meter ulomljeno kulomb na drugo. Ta konstanta epsilon nič pa ima, ja, sta povezani med sabo, se dobi eno iz druge. Ta konstanta epsilon nič ima vrednost 8,8 krat 10 na minus 12 kulomb na drugo ulomljeno newton kvadratni meter. In če rabimo ta izraz namesto K, formulo bomo pisali kot E na ulomljeno 4pi epsilon nič krat E na E2 ulomljeno R na drugo. Sedaj bomo primerjali električno in gravitacijsko silo med enim protonom in enim elektronom, ker se opazi, da električna sila je dosti večja kot gravitacijska sila. Sedaj, torej rabijo podatki. Masa protona 1,67 krat 10 na minus 27 kg. Masa elektrona 9,11 krat 10 na minus 31 kg. Gravitacijska konstanta, tiste od formule za gravitacijsko silo, 6,67 krat 10 na minus 11 newton kvadratni meter ulomljeno kilogram na drugo. In sedaj napišemo razmerje med električno in gravitacijsko silo. Tukaj dajem formulo za električno silo, tukaj za gravitacijsko silo in vidimo hitro, da R na drugo se krajša. Torej, to razmerje je neodvisno od razdalje. Torej, tukaj imamo konstanti, imamo naboja, protone in elektrone in masi protone in elektrona. Damo vse vrednosti namesto te konstante, namesto te druge konstante. In sedaj, naboj protona, naboj elektrona. Torej, proton ima pozitiven naboj, elektron ima negativen naboj, ampak kot vrednost je zmeraj ista vrednost, ki je prav 1,6 nič krat 10 na minus 19 kulomb. Sedaj tukaj ne damo minusa, ker nas zanima samo velikost sile, zato ni važno, torej samo velikost sile. Torej, in to vrednost pomnožim še enkrat, bi lahko dal na drugo. Prav. Sedaj, tukaj dam maso protona in maso elektrona. Sedaj, newton kvadratni meter se uniči z newton kvadratni meter. Tukaj kulomb krat kulomb se uniči s kulomb na drugo. Kilogram krat kilogram se uniči s kilogramom na drugo. Tukaj imam vse te številke in dam vse skupaj. In vse potence v 10,
Kaj naredim? Tukaj v števcu imam 10 na 9 krat 10 na minus 19 krat 10 na minus 19. 9 minus 19 minus 19 je minus 29. V imenovalcu pa z eksponenti moram narediti minus 11, minus 27, minus 31, ki je minus 69. Ker tukaj imam deljenje, eksponent bo torej minus 29 plus 69 in pride 40. Torej, se zračunam vse to, pride, dobimo to in torej dobim, da je 2 in nekaj krat 10 na 39. To je ogromna vrednost. In torej, med enim protonom in elektronom, električna sila je dosti večja kot gravitacijska sila. Tako, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.